Zadnja tekma jeseni je potekala v Ljubljani, kjer je domača Olimpija pričakala ekipo Krškega. Krčani v spodnjem delu, Olimpija pa bi z morebitno zmago lahko po porazu Maribora včeraj prišla na prvo mesto prvenstvene lestvice. Začetek je bil dober za Olimpijo, tole je že prva akcija in Zajc je streljal nekoliko preslabo, obramba Marka Zalokarja. 12. minuta in še lepša kombinacija za Ljubljančane. Kronaveter, Benko in Miha Zajc za prednost Olimpije 1:0. Izjemno lepa kombinacija Zmajčkov. Najprej je bil pri žogi Zajc, potem pa Kronaveter za Benka, atraktivno za Miho Zajca, ki je domače popeljal do prednosti. Olimpija tekmo dobro odprla in imela še eno lepo priložnost v 23. minuti. Alves je podal povratno žogo in Kronaveter je streljal. Na koncu obramba vratarja Zalokarja. Še zadnja akcija prvega polčasa, še enkrat nevarni Ljubljančani. To je bil še en napad za Kronavetra, ki je poskušal z levico, ampak tokrat je bil Zalokar v dobrem položaju in je tale strelj tudi brez težav obranil. V drugem polčasu začetek dober za zelene, Kronaveter daleč in veliko dela je imel s tole obrambo Zalokar, potem pa boljši Krčani in tole je že prva priložnost, ko je streljal Pušavar z golove črte, tokrat izbil Kelhar. Potem pa velik šok za Olimpijo in do žoge je prišel Škrbič ter zadel za 1:1. Premagan je bil Rok Vodišek, dolga podaja proti napadalcu Krčanov in odbito žogo so takole pospravili mrežo gostje in izenačili. Do konca tekme napad za Ljubljančane, Velikonja, ki je vstopil kot zamenjava in našel Alvesa, ki je streljal močno, ampak izvrstna obramba Zalokarja, ki je rešil goste, in še ta napad za Krško. Dangobič je lepo preigraval, a tokrat zgrešil domača vrata. Golov več ni bilo, tudi ne več priložnosti. V zadnji tekmi letošnjega prvenstva presenečenje, Olimpija Krško le 1:1. Premalo na tej tekmi. Danes smo potem, ko smo vzeli vodstvo, grozno zgledali, nezainteresirani za povečanje tega vodstva, bili preračunljivi in to nas je koštalo potem teh 2 točk. Izenačeni smo na prvem mestu, ampak želel sem si, da na drugačen način to končamo danes. Pa dobro, mislim, da bi lahko imeli še več, so še mladi. Ne, jaz jim čestitam za res dober drugi polčas. Nekaj malenkosti smo spremenili, uspel nam je. Dejansko so pa res dali zdaj maksimum, borili so se maksimalno, tako da so danes res junaki.